Mikromitologija je serija del, ki se sprašuje, kako bi lahko prišli do sprememb na eni taki družbeni in perceptivni ravni. Gre za to, da identificira mit kot obliko zgodbe, ki ne narekuje neke vsebine, vendar narekuje prakso. Prakso, kako bi skozi določene rituale, določene poglede lahko prišlo do sprememb, do drugega načina razmišljanja, do drugih rešitev, če lahko temu tako rečemo. In pri tem se zaveda, da nikakor ne bi moglo tukaj iti za delo samo človeških akterjev, ampak moramo vpletati veliko več akterjev in s pomočjo gob in gliv se jaz tukaj sprašujem, če bi lahko oni nam pomagali vstopiti v ta nek drug svet, v katerem so stvari zelo povezane in zelo soodvisne in dejansko infrastrukture eden drugemu. Gre za, lahko bi rekla, razstavo s 3 projekti, lahko kar s 3 stopnjami, kako pri tem, da vsak projekt ima svoj mit, svojo zgodbo, ki na nekako bolj poetičen način vpelje gledalca v projekt in v problematiko, ki jo razkriva. Mikromitologije se odvijajo v nekem znanstveno-fantastičnem prostoru, ki ga imenujem svetovni preplet. Ta preplet je tako tehnološki kot organski in ima polno nekih vozlišč, ki pa imajo različne zgodbe. Tako da v bistvu vsak projekt na razstavi je svoja zgodba, svoj mit, ki govori o neki novi realnosti. Prvo vozlišče se imenuje Prelom in na tem vozlišču se začnejo oglašati novi glasovi, ki poprej še niso bili slišani. To se zgodi zaradi posodobitve algoritma. In te novi glasovi začnejo tudi spreminjati v mreži okoli tega vozlišča same zgodbe. Glavno sporočilo tega projekta je, da se ne moremo vrniti v normalno stanje, ker normalno stanje je pravzaprav bilo problem. Tukaj gre za to, da se miceli pri tem projektu, miceli oziroma podgobje, identificira kot neke vrste infrastruktura, ki ima svojo lastno, kako bi rekla, voljo, zavest. Seveda to ni človeška, ampak drugačna in je v tej instalaciji prevedena v človeško tehnologijo, ker se sama mreža in algoritem, ki jo upravlja, obnaša po logiki micelja, torej biomimetična, in ne po logiki recimo internetne mreže, kjer se vedno ve, kam potuje in kako potuje signal. Tukaj se mreža sama odloči, kako se bo ta zdaj sprememba na ekranih okoli dogodila in kako se ne bo. Na tem centralnem vozlišču Preloma se oglasijo novi glasovi, ki še do zdaj niso bili slišani. Niso bili slišani zaradi tega, ker nismo imeli algoritmov, nismo imeli percepcije in niso nam bila dosegljiva njihova realnost. Te glasovi so seveda glasovi vseh nevključenih v neke splošne družbene realnosti in debate. Tako da, ko sem sama delala raziskavo tega stavka, ki ga ponavlja instalacija v različnih jezikih, je ta stavek se pojavlja tako na protestih v Hongkongu, kot istočasno v protestih v Čileju in kasneje tudi v ZDA in po celi Evropi. Tako da to je stavek, ki ima neko tako zgodovino, ki pa je tudi zelo počasi se piše in zelo počasi prihaja v splošno zavest.
Ta stavek je: ne moremo se vrniti v normalno stanje, ker normalno stanje je bilo pravzaprav problem. Centralno vozlišče projekta Prelom je povezano z ekrani, ki ga obdajajo, na katerih se odvijajo neke mitologije ekstrakcije. In te mitologije so z vsakim novim glasom, ki pride v centralno vozlišče in proba izustiti, da se ne moremo vrniti v normalno stanje, ker normalno stanje je bilo pravzaprav problem, povzroči tudi spremembe na teh mikomitoloških ekranih in slike na njih se začnejo topiti, spreminjati, seveda po eni svoji mikomitološki logiki. Pri drugem projektu z naslovom Vzorčenje se srečamo v zgodbi z zdravilko, ki tudi dela na enem od vozlišč svetovnega prepleta in se odloči, da infrastruktura, za katero je delala do zdaj, nekako ne vključuje vseh mrež, ki obstajajo v svetovnem prepletu, ampak samo nekatere, in se v infrastrukturni stolp odloči vpeljati drugo vrste mrežo, to je mrežo podgobja. V času razstave se goba hrani z arhejami, glivami in bakterijami iz človeške krvi, potu in solz. In v tem času pravzaprav prihaja do neke take kreativne kontaminacije, katera pa se potem mapira preko mikroskopa in računalniškega vida v atlas vzajemne kontaminacije oziroma atlas vzajemnih okužb. Pri samem mapiranju vzajemnih okužb ne gre za iskanje nekega končnega zemljevida, nekega bolj popolnega, vedno bolj pravega in resničnega zemljevida, ampak gre za prikazovanje procesa mapiranja, ki se dogaja vseskozi in je potreben v medmrežju, ki je tako človeški, tehnološki kot istočasno organski. In gre za to, da se ozavesti, da je to proces, kateremu moramo vseskozi slediti, biti del njega in ne vsiljevati neke druge mape. Pri projektu Vzorčenje imamo na prvem nivoju računalnik, na drugem nivoju črpalke, ki črpajo zrak skozi petrijevke z človeško krvjo in glivami, ki rastejo na njej. Poleg nje je tudi pot in seveda tudi solze. Zrak potuje od petrijevk proti petrijevki, ki je na vrhu in v kateri raste goba, Hericium rhinaceus, to je v bistvu zdravilna goba. In vsakeč, ko je zrak porinjen skozi prve 3 petrijevke z mikrobiomi, s sabo odnese tudi spore in delce bakterij, ki se potem v zgornji petrijevki združujejo, vraščajo in zraščajo in okužujejo z glivo. Te same okužbe spremlja mikroskop z računalniškim vidom, ki gleda, kakšne so razlike v svetlobi in teksturi, in to potem mapira na ekranih okolij. Mapiranje na ekranih se dogaja v realnem času, kar pomeni, da v vsakem trenutku dobimo drugo vizualno podobo in drugi zvočni signal iz same postavitve. Tretji projekt na razstavi mikomitologije je videoesej vzajemne infrastrukture, ki je pravzaprav nek poskus, želja, iskanje po sekvenci podob, ki bi nam pokazale, kako smo pravzaprav vsi infrastrukture eden drugemu. Videoesej je opremljen tudi s pesmijo, ki razlaga sam proces
snovanja video eseja in hkrati razkriva, kakšne tehnološke pogoje samo delo je imelo. Za sam razvoj projekta smo se odločili uporabiti tehnologijo umetne inteligence oziroma StyleGAN procesiranje, ki nama je ravno služil za to, da bi našel neko to podobo prepletenosti, soodvisnosti, ki ni samo organska ali samo tehnološka in vključuje mreže, ki povezujejo vsa živa bitja na tem planetu. V databaze, ki jih je ta algoritem uporabljal, sva dali tako podobe ljudi, kot podobe človeških infrastruktur, kot so železniški tiri, ceste, letalski prevozi. Poleg tega pa sva dali seveda tudi organske infrastrukture, kot je recimo miceli, ki je tako infrastruktura, ki podpira samo sebe, ampak hkrati po njej potuje še marsikatero drugo živo bitje, ko se prebija skozi podzemlje. Poleg tega sva dali tudi recimo reke kot neke druge akterje, ki so vodna telesa, ki prav tako prelivajo različne tovore po tem planetu. Tako da je potem algoritem sam iskal to podobo in se je učil med vsemi temi podobami, kaj bi ta prepletenost bila. Seveda vedno bolj, ko se je učil, vedno bolj je bila ta prepletenost tudi abstraktna. Vsekakor je en tak poskus, ki bi nam lahko pomagal razumeti, da smo pravzaprav infrastrukture eden